Ogenj, rit in kače niso za igrače, je naslov knjige Milene Miklavčič. Za nenavadnim naslovom se skriva etnološko barvno raziskovalno delo. Avtorica je namreč več kot 20 let zbirala pripovedi, v katerih so ji pripovedovalci zaupali najbolj zanimive, sočne in skrite zgodbe, ki pričajo o intimnih dejanjih naših prednikov iz obdobja prve polovice 20. stoletja. Naslov knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače je zelo star žirovski pregovor in ko sem pred več kot 25 leti začela raziskovati te intimne odnose med Žirovci, kasneje med Gorenjci in še kasneje sem hodila po vsej Sloveniji, sem ugotovila, da je ta naslov pravzaprav tipičen za vse tisto, kar sem slišala, kajti z ognjem, z ritjo in s kačami v konkretnem pomenu in v prispodobi se pač ni nikoli zaigrati. Spolnost naših prednikov je bistveno drugačna, kot si danes predstavljamo. Tudi slovenski pisatelji, pesniki, mlajše generacije predvsem imajo o tej spolnosti enake predstave kot o svoji. To pomeni, da so se tiste najbolj intimne stvari, najbolj intimni trenutki odvijali po podobnem scenariju, kot se odvijajo dan današnji, kar je pa velikanska zmota. Pravzaprav o tej spolnosti nihče ni vedel dosti, kajti spolnost je bila tabu tema nekoč in je še zmeraj marsikje tabu tema, tudi dan današnji, zlasti v krogu družine, in to pomeni, da se o teh stvareh ljudje ne pogovarjajo. Naša sogovornica je bila tako prva, ki je pritisnila na kljuke spalnic in pogledala, kaj se dogaja v njih. Meni kot prvi v Sloveniji, prvi v zgodovini pravzaprav uspelo, da sem s poslušanjem zbrala ogromno zgodb, ki pa govorijo o tej intimnosti, in zdi se mi, da če je ne poznamo, marsikdaj tudi ne vemo za svoje lastne zablode, za svoje lastne odpore, ki jih imamo do nasprotnega spola, kajti marsikaj zlasti na intimi se iz roda v rod prenaša nezavedno, brez besed, z dejanji, z grimazami. Po njenem mnenju so bralci tovrstno knjigo potrebovali. Kot samozaložnik nimaš sredstev za promocijo, nimaš sredstev za to, da se o njem govorijo v medijih, pa je kljub temu našla pot med bralci. Želela je postaviti neuradni spomenik vsem ženskam, ki so morale na področju spolnosti ogromno pretrpeti. A to ni edina tema, ki se dotika v knjigi. Spolnost je v bistvu tista gonilna sila, ker s spolnostjo je povezana higiena, s spolnostjo so povezane tako ali drugače, posredno in neposredno odnosi moški, ženska, tašča, snaha. Potem s spolnostjo so povezane tudi te določene travme, ki so jih imeli ljudje v življenju, ker so naši predniki bili zelo podvrženi pijači in cestom. Naši predniki so imeli na sebi veliko grehov, ki se tičejo različnih maltretiranj, ubojev, to, da so grdo delali z otroki, ženskam, pravzaprav je bilo za včasih zelo običajno, in vse te stvari so nekje v ozadju imele to spolnost. Ženske takrat niso mogle regulirati rojstva na način, kot to lahko počnejo danes. Ker je bilo to nemogoče. Rojevali so po več otrok in recimo, če bi šli mi dan današnji gledati v krstne knjige, koliko se je v neki rodbini rodilo otrok, bi ugotovili, da kljub temu, da je mogoče živih le 10-15, je bilo še tam 5-6-7, lahko tudi več otrok, ki so umrli do 1. leta starosti. O teh stvarih se pravzaprav ni veliko govorilo, ker je bil odnos do življenja in smrti veliko bolj naraven, ne tak, kot je dan današnji. Veliko otrok je umrlo tudi zaradi nasilja, zaradi grdega ravnanja. Če je otrok preživel prvo leto, je bil lahko že srečen. Prav tako ženska, če je preživela vse nosečnosti. Morale so se žrtvovati za svoje družine, zato so razvile trdo kožo in kot po pravilu dosegle visoko starost, dodaja Miklavčičeva.